6,5 milijona je 22% od sredstev, ki ste jih namenili v vaši vladi za digitalne bone. 150 evrov. Kakšna je vrednost teh 150 evrov in kako je dvignilo digitalno vključenost oziroma digitalno pismenost Slovenk in Slovencev? Nikakor. To pokažejo tudi podatki v DESI indeksu, saj je naša digitalna pismenost slabša zaradi vaših ukrepov. Na prvem zagovoru na matičnem odboru sem jasno povedala, da si bomo prizadevali za večjo digitalno vključenost. Na način, da bomo povečali dostop do interneta, da bomo povečali dostop do računalniške opreme in da bomo dvignili digitalno pismenost. Vse to smo v lanskem letu tudi naredili. Dvignili smo porabo za projekte GOŠO, za dostop do interneta, izvedli smo ogromno usposabljanj, približno 30 tisoč prebivalk in prebivalcev se je udeležilo usposabljanj in ustanovili smo računalniški sklad. Sredstva smo načrtovali v proračunu za leta 2023, ki smo ga planirali že v letu 2022. Na to postavko smo imeli 22 milijonov evrov za e-vključenost. S tem, kar smo mi zdaj naredili, pravzaprav izpolnjujemo svoje cilje, ki smo jih zapisali tudi v Digitalni Sloveniji 2030 in ne nazadnje s tem izpolnjujemo koalicijske zaveze. Sama interpelacija je odlična priložnost, vse to, kaj ste naštevali. Na našem ministrstvu se ukvarjamo z umetno inteligenco, z kvantnim računalništvom. Razvili smo ogromno digitalnih javnih storitev, ki pač ne pridejo do izraza in s tem bomo pokazali, da smo učinkoviti in da izpolnjujemo vse svoje cilje.